Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tudi tokrat je pred nami čudovita zimska zgodba, v kateri bomo spoznali družino Polhov, ki se je počasi pričela pripravljati na prezimovanje. A polhcu Sivčku se je zdelo čudno, da bi zimo kar prespal, zato se je odločil, da zime že ne bo prespal, saj bi rad videl, kakšna je zima. Mislite, da bo polhec zimo prebedel ali prespal? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Polhkova prva zima. Poletja je bilo konec in družina Polhov se je pripravljala za zimo. Oče Polh je vse noči nabiral poganke in lešnike, da družina ne bo stradala. Gospa Polhova je zbirala suhe vejice in liste za udobno gnezdo. Kmalu bo napočil čas za prezimovanje, je povedala otrokom. Kaj je prezimovanje? Je vprašal polhec Sivček. Takrat se zvijemo v gnezdo in prespimo zimo, mu je razložila mamica. Ko se bomo zbudili, bo spet pomlad. Hočeš reči, da prespimo vso zimo? Je vprašal Sivček. Ja, ljubček, je pokimala gospa Polhova in vtaknila še eno slamico v gnezdo. Zakaj? Je vprašal Sivček. Ker je po zimi mraz in zunaj ni hrane, je pojasnila mama Polhovka. Sivček je pomislil, kako je to čudno. Ali vse živali prespijo zimo? Je vprašal. Vse ne, je odgovoril oče Polh, ki se je ravno tedaj vrnil s polno vrečo lešnikov. Polhi pa. Ampak jaz nočem, se je odločno uprl Sivček. Rad bi videl, kakšna je zima. Ne bodi neumen, zimo vedno prespimo, je jezno pihnil oče Polh. Odložil je vrečo hrane in odhitel po novo zalogo. Ampak jaz nočem prezimovati, je Sivček zatrdil mami. Ko se bo ohladilo, boš pa prav rad. Takrat ti bo pognala gosta zimska dlaka, da boš tak, kakor jaz, ga je zavrnila mama Polhova. Zdaj mi pa skoči ven po nekaj listov, bodi tako priden. Pripraviti moram udobno gnezdo, da nam bo po zimi toplo. Sivček je zagrabil vrečo in odcapljal gozd po listje. Tam je srečal veverico Čopko, ki je po tleh vneto pobirala žir. Zakaj nabiraš žir, Čopka? Je vprašal polhec. Ali tudi ti prespiš zimo? Veverica je odkimala. Ne, ampak ven ne hodim veliko, je odvrnila. Premrzlo je in hrane ni, zato nabiram zalogo za zimo. Rad bi videl zimo, ji je povedal polhec. Noče me prespati. Zelo rad boš spal, ko bo jesen mimo, se je oglasil ježek Vodiček, ki je prilezel izpod podrtega drevesa, kjer si je gradil gnezdo. Kakor hitro pride mraz, si poiščem udobno skrivališče. Tam spim, dokler ni spet pomlad. Torej tudi ti prespiš zimo? Je vprašal Sivček. Vsekakor, je prikimal Vodiček. Če spiš, se najlepše pretolčeš skozi zimo. Sivček je pomislil, kako dolgočasno je to. No, jaz že ne bom vso zimo samo spal, je povedal. Ne bom in pika. Ko je polhec z vrečo listja odcepetal proč,
sta se Bodiček in Čopka nasmejala drug drugemu. Bomo še videli, se je muzal ježek Bodiček. Potem si je šel naprej graditi gnezdo. Sivček je sklenil, da bo izvedel več o zimi. Povprašal bom jazbeca Črtomira, je pomislil. On vse ve. Črtomira je zagledal, ko je nabiral praprot za gnezdo. Mi lahko poveš kaj o zimi, Črtomir? Je vprašal polhec. Črtomir mu je pripovedoval o snegu, ki pokriva zemljo, in o vodi v reki, ki je tako mrzla, da se včasih spremeni v led. Sivček si je mislil, kako razborljiva je zima. Komaj je čakal, da bo videl sneg. Noči so bile vedno hladnejše in polhi niso bili več veliko na prostem. Radi so se vračali v toploto svojega doma. Potem pa je oče polh neke noči oznanil, da je napočil čas za prezimovanje. Noči so že veliko prehladne, je rekel. Čas je, da se pošteno najemo, se zvijemo v gnezdo in zaspimo do pomladi. Mama polhova in mladiči so mu pritrdili. Čutili so, kako jih preveva utrujenost. Lotili so se jagodičja in lešnikov, ki jih je bil nabral oče polh. Potem so se zleknili k dolgemu spancu. Vsi, razen Sivčka. Tudi on se je zvil in se delal, kot da spi. Ko so vsi trdno zasmrčali, je spet zlezel iz gnezda. Niti na misel mu ni padlo, da bi spal. Vso zimo bo buden, da bo videl sneg. Sivček je vsako noč hodil ven in iskal sneg. Zunaj je bilo zelo hladno. Sivček je bil vesel, da ima debel zimski kožuh. Gozd je bil ves spremenjen. Na drevesih ni bilo listja in na grmih ne jagodičja. Videti je bilo, kot da vse spi. Sivček je taval po gozdu in upal, da bo našel tovariša za igro. A kaj, ko ni bilo nikjer nikogar? Potem pa je neke noči srečal Črtomira. Kaj pa ti počneš zunaj, mali polhec? Ga je vprašal jazbec. Moral bi spati. Rad bi videl zimo, mu je zaupal Sivček. Rad bi videl sneg. No, želja se ti bo kmalu izpolnila, ga je potolažil Črtomir in ovohal zrak. Kar voham, da bo jutri snežilo. Sivček je že komaj čakal. Naslednjega dne je bilo res zelo, zelo hladno. Sivček je trepetal od mraza in se hrepeneče oziral po gnezdu, kjer so prezimovali njegovi domači. Potem se je spomnil, kaj je bil rekel Črtomir in pokukal ven, da bi videl, ali je že kaj snega. Zaprepadeno je strmel v čudni beli svet, ki se mu je razprostiral pred očmi. Vse je pokrival bel prah. Tudi drevje in grmovje. To je gotovo sneg. Končno ga vidi. Sivček je pohitel ven, da bi se igral. Čof, je padel v sneg. Bil je tako globok, da bi se kmalu čez glavo vdrl vanj. Sivček je splezal ven, kakor hitro je mogel. Tako se je tresel od mraza, da so mu šklepetali zobje. Sneg mu ni bil nič všeč. Tudi zime ni maral. Bilo je premrzlo. Sivček se je še zadnjič ozrl po belini in odhitel domov. Otresel si je sneg s kožuha in zlezel v gnezdo. Bilo je mehko in toplo. Mogoče pa zimsko spanje le ni tako napačno.
Bravo, polh, Ecivček, za tvoj pogum ter vztrajnost. Zasnežena pokrajina je res čudovita, tiha in svetlikajoča, a topel dom s svojimi najdražjimi je kot mehka odeja, zavijete v toplino, ki je zima nikoli ne more vzeti. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici Zimski dremež, prijazno vabljeni k poslušanju. Pošiljam vam pravličen pozdravček v družbi polhca Sivčka. Čau, čau. No, vidiš, pa si le videl zimo.